V Erbilu, mestu na severu Iraka, ki je glavno mesto iraškega Kurdistana, v močno zastrašenem vojaškem kampu živi 6 slovenskih vojakov, ki so pripadniki enote za specialno delovanje. Zaradi njihove varnosti se jih v obraz ne sme snemati. Varnostna situacija v Kurdistanu, bomo rekli, zaenkrat je mirna, vendar se lahko v vsakem trenutku spremeni. 6 slovenskih vojakov skuša tukajšnjo vojsko naučiti osnovnih zadev, od bojevanja in rokovanja z orožjem ter do oskrbovanja poškodovanih. Do zdaj smo imeli samo pozitivne izkušnje z njimi, je pa njihova pismenost, kar se tiče branja in pisanja, na dosti nizkem nivoju, da jim več slikovnega gradiva pokažemo in pa z njimi več praktično delamo. Vojaki v Kurdistanu morajo namreč ob vojaškem poklicu opravljati še službe frizerjev, voznikov avtobusov in taksijev. Tudi njihova starost je zelo različna, nekateri imajo 20, drugi celo 60 let. Če delaš v takih okoljih, v takih državah, kjer je pač na žalost izobrazbena struktura bistveno nižja, kot smo mi navajeni, je tudi to del našega dela in kaj lepše kot nekoga naučiti pisati in brati. Jaz mislim, da je to ogromno. Slovenski vojaki bodo tu nekaj mesecev in čeprav se zdi 6 vojakov izredno malo, tudi vojske drugih držav v bazi pravijo, da so slovenski vojaki zelo dobri v svojem delu. They work hard to train the Peshmerga and we are very happy with the cooperation. Vojaki iz različnih držav so v okviru mednarodne misije vojaških veščin naučili že 45.000 Kurdov, oborožene sile se imenujejo pešmerge. Zdaj pa se trudijo, da bi izobrazili trenerje, ki bi kurdske vojake lahko sami učili veščin, s katerimi bi v prihodnosti branili državo pred nasiljem.